To so poudarki današnjega Pomurskega dnevnika. V občini Puconci so s ponosom sprejeli 4 zlate maturante. Kakšne so njihova pričakovanja in česa se najbolj veselijo ob vstopu v študijski svet? Obiskal nas je novopečeni častni občan občine Moravske Toplice Branko Recek, ki nam je zaupal, kako si je prislužil ta laskavi naziv. Udeležili smo se 45. dneva koruze v Rakičanu, kjer so udeleženci prisluhnili strokovnjakom, ki so predstavili nove trende in izzive v pridelavi koruze. Jutri bo oblačno, padavine bodo sicer tekom dneva slabele, a bo veliko hladneje. Cenjene gledalke in gledalci, gledate Pomurski dnevnik. V občini Puconci so včeraj pripravili sprejem za 4 zlate maturante. Župan občine Uroš Kamenšek je na sprejemu poudaril, da so ti mladi ponos občine in njena prihodnost. S kakšnimi pričakovanji in upi pa 4 zlati maturanti vstopajo v študijski svet ter česa se najbolj veselijo na svoji poti, izveste v prispevku. Povabili smo vas z enim preprostim razlogom, da vam iskreno čestitamo, da vam povemo, da smo zelo ponosni na vas, na vaše dosežke, da vam povemo, da v prihodnje polagamo upe v vas. S temi besedami je župan občine Puconci Uroš Kamenšek nagovoril 4 zlate maturante. Zelo ponosni smo na naše mlade, iskreno rečeno računamo na njih v prihodnje, ne zgolj samo v poslovnih oziroma v službah, ki bi jih opravljali, seveda, če bo možno znotraj občinskih meja, ampak tudi nekako pričakujemo in želja nam je, da ravno ti mladi, ki stopajo sedaj na svoje zrelostne izpite in pa življenjske poti, kreirajo v prihodnje tudi prihodnost naše občine Puconci. In kdo so letošnji zlati maturantje? Ena izmed njih je Lara Kapun, ki je zaključila gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer, smer predšolska vzgoja, v kateri namerava tudi nadaljevati. Ne vem, nekako je gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer name naredila vtis in ko sem izvedela, da imajo še predšolski program, sem se odločila za to in zdaj samo še nadaljujem to pot. Zlata maturantka je postala tudi Petra Ovček, ki je prav tako zaključila ljutomersko gimnazijo, nadaljevala pa bo študijem kemije. Vse temelji na kemiji, pa novi materijali, pa glede na dobo, v kateri smo dan danes, pa na materijale, problemi s plastiko in razvoj novih materijalov je vedno potreben. Na študij predšolske vzgoje se podaja tudi Alina Kranjec, ki je prav tako letošnja zlata maturantka gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Rada delam z otroke, ker imamo tudi sosede, imamo majhne otroke, pa tudi imam te rojstnodnevne zabave preko, tako da meni je fajn to. V družbi 3 zlatih maturantk pa je tudi zlati maturant Li Ratnik, ki je zaključil šolanje na gimnaziji Murska Sobota in se podaja na študij medicine. Dosta zdravnikov tudi primanjkuje v Sloveniji, dosta jih ide v tujino ali pa se jih zaposli kot zasebnike. Jaz bi rajši delal v javnem zdravstvenem sistemu. Ne vem, tako pomagati ljudem, to je nekši privilegij. In česa se bruci najbolj veselijo? Mislim, da se najbolj veselim življenja tam, pa zabav. Pričakujem, da bom dobila nova znanja, pa to je to. Ne vem, študentskih partijev, to je tisto prvo. Ne vem, znanja tudi dosta. Mislim, da je medicina tako zanimive študije, pa mislim, da je dosta še za včinja, pa tudi malo sprostitve, da je trebalo poleg toga. Če povem pravice, me malo strah zaradi novega okolja in pa ne vem še točno, če bom sprejeta študenta. Vsi obljubljajo ta študijska leta, da je super zakon. Mislim, če drugo ne je nov izziv, novo okolje, novi prijatelji, pa novo znanje seveda. Mladim študentom tudi mi želimo obilo uspeha na njihovi študijski poti, na kateri naj ustvarjajo nepozabne spomine.
V veselje nam je, da danes v našem studiu gostimo gospoda Branka Receka, ki je bil na praznovanju 28. občinskega praznika občine Moravske Toplice v Lončarovcih razglašen za častnega občana. Dober dan in dobrodošli v našem studiu, gospod Recek. Dober dan tudi vam in hvala za povabilo. Časten občan ne postane kar vsak, ne? Ja, imate prav. Mene je doletela ta čas, da so predlagatelji oziroma v občini Moravske Toplice opazili moje delo na splošno čez teh 30-40 let in je skupina ljudi me predlagala občinskemu svetu, pa tudi županu za častnega občana. Sicer sam v začetku nisem bil glih, da sprejmem to pobudo, no nenazadnje pa po prepričevanju kolegov, sosedov sem se odločil, da sprejmem to pobudo in tako je tudi zdaj nastala in sem bil tudi iz strani občine imenovan kot častni občan občine Moravske Toplice. Ob tem vam seveda iskreno čestitamo, pa bova rekla tako, ob razglasitvi naziva je bilo povedano, da ste si ta naziv prislužili za dolgoletno prostovoljno delo na področju društvenega športa v občini Moravske Toplice in tudi širše. Pustili ste neizbrisen pečat z razvojem društvenega športa, bili ste pobudnik in ustanovitelj Občinske športne zveze Moravske Toplice ter vodja regijske pisarne Združenja športnih zvez pri Olimpijskem komiteju Slovenije in še veliko tega bi lahko naštela. Torej, izobraževali ste tako športne delavce, organizirali razna srečanja, športna tekmovanja in tako naprej. Športu ste, kot kaže, res predani že dolga leta, kaj ne? Ja, imate prav. Športu sem pravzaprav predan od svojega 12. leta, bi rekel, ko sem začel aktivno trenirati v Muri, tu, ker je takrat nogomet bil kao neka glavna športna dejavnost. V šolah nismo imeli, celo na podeželju, nekih drugih igrišč. Nogomet smo pa igrali vsi in od takrat se začne moja kao športna neka pot, čeprav sem potem začel sploh kot funkcionar se ukvarjati šele v domačem društvu, nogometnem klubu Tešenovci. In tako je začela teči moja funkcionarska pot, ki se je potem nadaljevala, tako kot ste sami omenili, preko Olimpijskega komiteja, preko ustanovitve regijskih pisarn 2004. leta, ko nas je bilo samo 8 tistih, ki smo vodili regijske pisarne in vse do danes, ko sem, kot ste že omenili in večkrat omenjava, postal častni občan občine Moravske Toplice. Zdaj, zagotovo ste v življenju že doživeli veliko lepega. Kakšni pa so bili tisti občutki vseeno, ko ste postali častni občan? Tako kot sva rekla, to ne postane vsak in so zagotovo posebni občutki. Ja, res so posebni občutki. Nekaj takega me je tudi premlevalo, ko sem bil strani vseh društev, pa tudi občin iz regije Pomurje predlagani za Bloudkovo plaketo, za vse življenjsko delo. Tudi zdaj sem bil zmegan, kaj je to zdaj, kaj mi to pomeni. Saj jaz mislim še naprej delovati in me res neki mešani občutki, zato tudi mogoče v začetku nisem sprejel takoj pristav do tega, da bom častni občan, ker mislim vseeno, da še vidim, da lahko delujem, da lahko pomagam društvom, klubom, tudi širši okolici. Nenazadnje sem vzpostavil tudi stike z Porabijem in to hočemo tudi nadaljevati, ker z našimi domačimi porabskimi Slovenci je lepo delati in me že veseli za naprej in tudi preteklosti, ko smo delali z njimi dosti stvari dobrih. Kaj vas vedno znova navdihne pri tem delu za skupnost, pri tem sodelovanju, delu z ljudmi? Ja, meni je sploh navdih šport. Šport mi je način življenja in če vidim, da ljudje pristopijo do vseh teh aktivnosti oziroma idej, ki jih tudi sam zamislim ali pa sam tudi sodelujem pri drugih, ki dajo dobre ideje, mi je to izredno veselje in navdih za naprej delo. Zato tudi sem zelo aktivno recimo vpet zdaj v to
ta posvet, ki smo ga dobili v Pomurje oziroma v Moravske Toplice, sicer že drugo leto in ga je tudi ministrstvo naslovilo kot svoj posvet, turizem in šport, šport in turizem, in to vsako leto obravnaval neko temo in na to temo je na ta posvet prihaja kar ljudje iz celotne Slovenije in tudi iz sosednjih držav. Torej, menite, da se lahko šport in turizem z roko v roki razvijata? Ja, sigurno. Mislim, da brez športa ni turizma in brez turizma ni športa, ker vemo čim več gremo na dopust, oziroma bi rekel, in več ne gremo poležavati, nego gremo aktivno preživljati prosti čas. Ali so to pohodi, ali teki, ali kolesarjenje, ali supanje na morju, ali jadranje, ali na kajaku, in to je že nekaj takega. In tudi, recimo, če gledamo, tudi ekipe športne prihajajo v turistične kraje. Mi, Moravske Toplice, smo turistični kraj in na športnem turizmu je potrebno še mnogo kaj narediti, čeprav že zdaj zadovoljujemo nekatere potrebe in smo veseli, da prihajajo k nam športniki, pa tudi turisti, ki so navdihnjeni z športom. Zdaj na praznovanju je bilo veliko govora tudi o povezanosti ljudi, sodelovanju v manjših krajih, kot so Lončarovci in praktično Moravske Toplice. Kako pa ohranjate vi v vašem kraju to povezanost? Ja, to je bilo izredno lepo zdaj prikazano na tej občinski proslavi. Mislim, da je bila ena najlepših proslav, tudi bolj spontana, sproščena. Ljudje so bili izredno navdušeni na to, kot je vas, Lončarovci, ki ima 50 prebivalcev, predstavila sploh kompletno njihovo vas in tudi sodelovanje v sami občini Moravske Toplice. Nenazadnje na koncu, ko so prinesli rožice, vsi, kako sodelujejo na vseh področjih, od gasilcev do športa, do kulture, do turizma in vse. In to je res v tej vasi bilo prikazano kot občina Moravske Toplice. Vsi za vse, eden za vse, mislim, eden za vse in vsi za vse. Tako. Ja. To je že kar težko druge najti, ne? Sploh po teh večjih mestih, velemestih, se ljudje niti poznajo več ne med seboj, ne? Kot se v teh naših manjših, lepih krajih. Sigurno, da imate prav, v manjših občinah, teh ruralnih, kot rečejo, je izredno to prisotno. Ker v velikih občinah vidimo tudi nazadnje Murska Sobota, čeprav Murska Sobota, moram povedati, da kar sodeluje in imajo nekaj takega, je čist drugače kot pa pri nas. Ne. Pri nas se skoraj vsi poznamo. Poznamo se, čeprav je občina Moravske Toplice po kvadraturi ena največjih občin, če ne največja občina, imamo 28 vasi in mislim, da se tu en drugega skoraj, bi rekel, da se poznamo in da sodelujemo eni skoraj isti na vseh proslavah, na kulturnih, turističnih, tudi drugače na srečanjih, ki jih pripravljajo občine ali posamezna društva. Zdaj sodelovali ste zagotovo pri kakšnih posebnih projektih, dogodkih. Kateri vam je tak mogoče ostal najbolj v spominu, ki vam bo kot ali najlepše ali pa tiste najtežje spomine, no? Kako? Ja, tu moram omeniti kar več. Najbolj mi je ta, ko smo skupaj v strokovnem svetu prejšnjega mandata Olimpijskega komiteja, strokovni svet športa za vse, skupaj z takratnim podpredsednikom, magistrom Janezom Sodržnikom in drugimi svojimi slečimi naredili tako, da je državni svet sprejel, da je 23. september dan slovenskega športa. Mislim, da je to izredno veliko pomembno za Slovence, za nas vse in sem prav vesel, da sem sodeloval v tem projektu aktivno, ker smo to kar nekaj časa pripravljali, se potem dogovarjali in nenazadnje je državni zbor 17. junija to potrdil in tako da je 23. september dan slovenskega športa, kjer se lahko veselimo čisto vsi. Nima vsaka država dan slovenskega športa. Res je. Bi pa bil greh, če ga ravno Slovenija ne bi imela, ne? Ko smo tak športen narod, pa veliko športnikov imamo, na katere smo res lahko ponosni. Zdaj pa še eno za konec. Bi morda želeli dati kak nasvet mladim generacijam, ki prihajajo, ki bodo mogoče celo nekoč vodili občino oziroma dajali pobude in predloge. Kaj bi jim vi svetovali? Pa svetoval jim je to, ker sami sajam športa, da naj jim je športna aktivnost, zdrav življenjski svet
tisto, ki je gonilo vsega. Se pravi, če bo se aktivno tudi drugače, ne nazadnje bilo kakšna aktivnost od hoje, kot sem že prej omenil, teka ali bilo kaj, lahko s tem tudi pripomorejo k svojemu osebnemu razvoju in tudi razvoju svoje lokalne skupnosti, svoje občine, družine, ne nazadnje tudi države. Zdrav duh, torej v zdravem telesu, to velja, ne? Ja. Zdrav življenjski slog, kot ga zdaj imenujemo. Ja. Odlično. Najlepša hvala, gospod Branko, da ste bili naš gost. Želimo vam še veliko osebnega zadovoljstva, uspehov v nadaljnje. Hvala tudi vam in vabljeni na naše naslednje dogodke, ki lahko ga tudi predstavim. To je 6. oktobra, prekmurski mali maraton in že zdaj vabim vse Prekmurce, Pomurce in vsi, ki gledajo vašo televizijo, da se udeležijo tega maratona in da pridejo v Moravske Toplice. Vabljeni. Odlično. Vi boste tam, ne? Sigurno, ja. Super. Najlepša hvala, pa še enkrat iskrene čestitke. Hvala tudi vam. Hvala. Na včerajšnjem 45. dnevu koruze v Rakičanu so strokovnjaki predstavili nove pristope v pridelavi koruze, vključno z izbiro hibridov in uporabo dosevkov za boljšo rodovitnost tal. Dogodek je vključeval tudi oglede poskusnih njiv, kjer so prikazali različne hibride koruze. Včeraj je na Biotehniški šoli v Rakičanu potekal 45. dan koruze, ki je privabil številne udeležence. Dogodek so začeli s pozdravnimi nagovori in strokovnimi predavanji, kjer so med drugim predstavili pogoje pridelave koruze v letu 2024 ter prilagoditve izbora koruznih hibridov glede na tipe tal. Razpravljali so tudi o rezultatih projekta Evropskega partnerstva za inovacije, ki raziskuje vpliv ozelenitve tal na rast koruze. Po predavanjih so udeleženci obiskali poskusne njive Panvite in si ogledali različne hibride koruze, dogodek pa so zaključili s pogostitvijo na terenu. Če smo se pred kratkim še pritoževali nad visokimi temperaturami, pa je zdaj, kot kaže, na vrata res potrkala jesen. Kakšno vreme nas čaka ob koncu tedna, izveste v vremenski napovedi, ki sledi. Današnji dan je bil v Pomurju oblačen in deževen. V Murski Soboti in Radencih smo opoldne namerili 15, v Lendavi 16, v Krajinskem parku Goričko pa 14 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, padavine bodo čez dan slabele in popoldne po večini ponehale. Predvsem v severni Sloveniji bo pihal severni veter. Burja na Primorskem bo slabela. Hladno bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, na Primorskem do 13, najvišje dnevne pa od 9 do 13, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti, Mariboru in Ptuju se bodo gibale okrog 8, podnevi pa okrog 12 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo kaže na zmerno do pretežno oblačno vreme, nekaj jasnine bo lahko na Primorskem. Predvsem v vzhodni polovici Slovenije bo občasno deževalo. V severni Sloveniji bo pihal zmeren severni veter. Temperature v Murski Soboti se bodo v naslednjih dneh zjutraj gibale od 8 do 10, čez dan pa od 13 do 18 stopinj Celzija. To bi bilo vse, kar smo vam v Pomurskem dnevniku pripravili za danes. Če želite biti na tekočem z dogajanjem v Pomurju, pa vas vabimo k obisku naše spletne strani. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.